Neverjetno, še včeraj sem opazil, tale nalepka. Že škanti tle krave žene, se zmešane. Tole pa je klopca, zdaj razgledam, od povsod teče. No. Tako da je to ena moderna planina. Oho, vsa časti. Kakšen razgled. Ja, na tele kmetiji vas verjetno ne bojo prav veseli na meni. Prav frišal se bom. Pa to, je tle not slab. Ja, živo. In dobrodošli v drug dan našega potepanja po dolini Tolminke. Jutro se je že kar, oziroma dan se je že kar naredil. Ura je malo manj kot 7, tako da spal sem kar v redu. Ponoči sem imel sicer take, sta se dva strnjaka tle okoli kar precej drla in sem kar nekaj časa bedel, ampak sem pa tudi kar nekaj spal. Je bilo pa kar hladno, tako da sem tudi, ampak je šlo, no, ni bilo take panike. Se pravi, danes dokončamo to, kar smo včeraj začeli, skočim tlele gor na tole planino, se pol vrnem sem po Velikem Hrtnik, dol do Tolminke, vodo do tanka, imam vode, samo še ene 3 deci, upam, da bo že zadost, mora biti zadost. Pa nadaljujemo po levi strani Tolminke najprej do planine, do prve planine, pa naprej do Prode, pa naprej do tistih vasic gor, nad Tolminko, pa v krožni poti do Javorce, tam pogledamo še eno hudo sotesko, slapovi. Se še kaj pozabil? Mislim, da je to. Ajde, gremo. Predstavil sem se sem le pod streho, glih zaradi vlage. Minus je bil to, ko sem na betonu ležal, sicer imam marmoflex, ampak vseeno je hladno. Ampak je bilo kar kul. Takole, jaz sem pospravil, pozvetrkal sem, zdaj pa gremo na sončke, da se malo pogrejem. In pičimo. Drugače pa banane sem imel za zajtrk, 5 banan. Na jutranja panorama. Evo, prihajam na sonček, pa tudi počasi tudi na delovno temperaturo. To pa je zdaj življenje. Čist druge temperature. Evo, prihajamo pa na križišče, ker smo že včeraj zvečer bil. Je pa neverjetno, sem že včeraj opazil ta nalepka za Polaris curling klub. Jaz sem včasih curling igral in prav za ta klub, oziroma za to ekipo. Po mojem, da je tole Krapeževo delo, kaj je Tolminc. Neč, gremo tle naprej. Sledimo Možicam. Malo pod potjo slišim en izvir, tako da bom skočil zdaleke. Drugače pa tukajle pa živino ženejo tudi na to planino. Čez 14 dni, tam sred maja, je pa tudi tale pot veliko bolj vidna, ko gre ena čreda goveda čez. Gremo po vodo, ajde. Prav do struge sem se mogel spustiti po vodo. Ampak za vodo se splača. Človek je čist drug, ko se malo osveži, pa napije. Kakšno lepo postajališče. Vem pa tudi, da so krave videle, da je tukaj lepo. So imele postank. Ampak verjetno to ta še jesenski za dol. Ni presenetljivo, da smo prišli prav na tisto pot, ko se je včeraj od spodaj videl. Sam se vidi sem tale odsek, ne vidi se pod kod pride. Tako da pa sem pa jaz
mislil, da je tlele gor, ki je pot. Pele z one strani. Ampak je vse tako, kot mora biti. Zdaj, če bi se vračal po levi strani struge, zdajle bi bila senca, bi imel senco, tako pa, ker sem par ur kasneje, bo pa tudi tam že sonce in bo ful lepš. Tako da je vse idealno. Če takole prideš, pogledaš, rečeš, kam ti tle krave ženeš, si zmešani. Gor sta pa dve taki planini, da te ne rad vrže. Neverjetno. Kakšne mogočne stene. Mi je pa zanimivo, da je pot varovana. Tu dol je tabla, ni pa čist nič markirana. Zanimivo. Tole mogoče vredno posneti. Tukaj je en podorbi, oziroma se je posul in je pot odnesel. Zdaj pa tukaj res ne vem, ko bo krave čez prišla, pa tudi za ljudi. Tukaj, če dol padeš, zna biti kar lušten. V glavnem, tako da veste, da ni čist družinski izlet, oziroma čist za klasične družine. Tle se pa zgleda, že pašnik začne. To je pa zdaj prav ta prava mulatera. Mi je včeraj gospa rekla, da je mulatera, ampak zgleda, da je tukaj ta del poti, ki smo šli do zdaj, čas delal, tukaj pa še ni prišel zraven. Je pa tukaj naprej zdaj mulatera zelo prijetna. In je ful luštno hoditi. Zdaj se pa že prav čut, pa voha, da prihajamo na planino. Tega se pa ful veselim. In se je ena stvarno prestrašila. Tamle v gozdu čepela ene 3-4 metre od mene je pa skočila. Sem skoraj spustil nekaj. Zgleda je voda tlele. Tukaj pa, kaj bi se čas ustavil. Pridite po štempilko. Tole pa je klopca. Zdaj že zgledam, sicer ima sosedna kučica tudi, ampak tle se mi zdi, da je lepše. Evo, tole pa vrh spodnje planine, ne. Te, ki smo gor, pišu, kar res je, kakšna kolisa je. Noro. Tukaj gor, tale se vidi, ko gre lepo mulatera gor na prehodce. Na oni strani se tudi zelo lepo vidi, kako gre pot proti planini Razor. Drugače to je Migovec. Tam je tudi, se pravi, jama, najdaljša jama v Sloveniji v Migovcu, 45 km dolga, z lahkoto najdaljša jama v Sloveniji. Tolminski kuk, najvišji vrh v teh Tolminsko-Bohinjskih gorah, pol je tole Mahavšček, zadnje Bogatin, tukaj čez je takoj Komna. To je pa že Krnsko pogorje. Tukaj gor je pa zgornja planina, tle tako zadnje pa Rdeči rob, če kaj prav vem. To je pa to, včeraj smo bili pa tamle dol. Evo, pa Tmin. To mislim, da je Kobilja glava, če se ne motim. Malo sem se sprehodil še proti semle, se gre proti ta zgornji planini. In pazi ta pogled, kakšen kontrast, dole se je zelen. Tle pa še serija.
Tole je eden bolj pravličnih prizorov, kar sem jih do zdaj videl. Tole pa je po mojem še iz prve vojne. Planina Lašca je res nekaj posebnega. Ne vem, če sem bil že na toliko lepi planini, pa sem bil že v ful planinah. Bom kmalu nazaj in šel tudi zgornjo planino pogledati, ker je tudi ful lepa. Samo resnek skopniti. Aja, gremo nazaj dol, ne? Razmišljam pa zdaj med potjo dol, kako mora biti kraje vesele, takole spomlad, ko vejo, da bojo šle, ali pa ko štartajo za planino, pa vejo, kam grejo. Se živali niso neumne, ne, in vejo, kje so bile lanske, pa predlanske, tako. Po mojem mora biti tole res počitnice, take malo daljše. Zdaj v tem delu dneva je še veliko bolj pravlična hiška, kot včeraj zvečer. Evo, Ruzak me še čaka tamle. Tako gremo lahko naprej. Zdaj na telem, ko smo prvič prečali tole melišče oziroma tole strugo, bi šli lahko tam levo, pa proti planini Prode, ampak vam želim še enkrat pokazati izvir Tolminke, pa kako na koncu travnikov strugo preteče. To se mi zdi tudi ful zanimivo. No, tamle gor smo pa bili, oziroma smo šli, pa tlele gor je pa planina. Sploh mi ni jasno, kako več ljudi, ali pa kako Tolmin tole boljš ne spromovira, kaj tole pa noro. Jaz zato tudi ne bi vedel, če mi ne par let nazaj, ker sem tudi maser, enega gospoda sem masiral v Franciji, ki je pač iz Tolmina in mi je rekel, da to moram iti pogledati. In ker sem prišel, na ritme vrgel. Od povsod teče. No, takole pol po točki skupaj tečejo, grejo tukaj že takoj v en tak lep slap. In tukaj se začne struga. Takole gremo čez strugo, pa proti planini Prode. Ja, malo sem se tudi osvežil tlele v Tolminki, drugače pa tamle to, kar sem šel zjutraj gor na planino, je, bi rekel, da iz onega, tam, kjer sem spal, je približno urca pa pol, mogoče 2. Tukaj zdaj do proti je pa, mislim, da tudi urca pa pol. Pot je pa zelo lepa. Kakšen plas. Drugače pa zelo prijetna potka. Skozi poslušamo spod bučanje Tolminke. Še ko se bo vsi listi odprli, bo tole še bolj v senci. Da je ful lepa. Takole se nam pa pot odpre, kdaj pa kdaj kakšen razgled. Tole je pa še planina Prode, evo, še koš imajo, pa kakor vem tamle bazen, tako da je to ena moderna planina. Pa lepa tudi, neverjetno. Pa ni bilo uro pa pol, semle bilo mogoče ene pol ure, maks 45 minut. Tako da mislim, da od tle pa gor do vasic imamo pa uro pa pol, da mi je tako včeraj gospa rekla.
Tako je, evo. Do Čadrga. Planine Prode in gremo naprej. Pričakujem, da se bomo pa tlele kar uspeli, glede na to, da moramo iti nad tisti plas, ogromen plas, ki sem ga včeraj z Javorce snimal. Ampak zaenkrat je pa zelo prijetna potka. To nam bo malo izkoristil. Sploh za takle pogled. No, tam gor so bili pa včeraj. Kakšen super gozd. Zdaj pa se že nekaj časa vzpenjamo po serpentinah. Tale klopca pa kar prav prišla. Da vidim, pa je dol. Kar pogosto so teli potočki, če hočete kaj vodo natankati ali pa kaj. No, zdaj smo pa nad tem plaziščem. Tamle malo prej sem tudi počekiral, je avto še na svojem mestu. Drugače pa tale pot izgleda tudi pri kolesarjih kar priljubljena. Bilo kar nekaj skakalnic narejenih, pa sledi od kolesarjev. Ampak gre v drugo smer, kaj jaz se dol peljejo, ne gor. Vsa čast. Vsa čast. Zdaj bomo pa si pogledali po mojem posod, kje smo bili. Evo ga, Mrzli vrh, Javorca, dole avto, pol, zjutraj smo bili tamle gor. Planina je sam za robom zadaj. Izvir Tolminke je tamle dol. Ja, tole so pa planine, po katerih smo včeraj gor plezali. Tamle je pa tista najvišja planina v Posočju. Kakšen zanimiv kamen. Še ena klopca. Gremo se pa zdaj počasi spuščamo proti vasi. Še to mogoče. Po celi poti nisem videl ene markacije. Je pa pot pač lepo uhojena, ampak očitno imajo, mislim, sigurno imajo tlele Tolminci, imajo toliko poti za urejati, da verjetno jim ne sfolga vse. Kakšen ogromen pašnik. Spet voda, smo malo osvežili. Kaj je lepo tle. Kakšen razgled. En prijazen gospod tle v vasi me je napotil po eni bližnjici proti Javorci. Oziroma proti avtu. Super so teli Tminci. Vsi prijazni. Res vse, ki sem srečal ta vikend, oziroma ta dva dneva so bili super prijazni. Lepo imajo označeno. Drugače šel pa po tej cesti naprej, skozi to vasa, ne pa pač naprej proti Tolminu, bi prišel pa najprej do Dantejeve jame, pol pa še do Tolminskih korit. Da veste, kje smo se potepali, oziroma se potepali.
Čez Tolminko bo treba pa baje po Zajlah, da so trije taki prehodi tle v bližini Javorce. Prav lepa soteska, gozd pa čudovit. V tej kamenini, ki je takole, ko bi malo zbetoniral skup, se reče pa morena. To naj bi nastal tako, ko je ledenik čez te kamne šel in je bil spodaj tak pritisk, da je to vse skup stisnil in je v bistvu kamenina nastala. Ne bi bilo tako. Lepo označen. Tukaj je bila tabla ena za Tolmin, ena pa za planino Polak. Jaz sem šel kar za planino. Verjetno, če bi šel tle direkt dol proti Tolminu, bi šel čez prve Zajle, tako bom šel pa čez druge ali pa tretje, predvidevam. Enački zelo urejeni imajo tlele, okoli tega ziplina. Ja, tukaj desno od kmetije se lepo vidi ta grapa, ki bomo šli pol gor pogledati slapove. Viseči most je, to je gospod mislil. Gor mi je rekel, na Zajlah. Si nisem čisto predstavljal, komu čez Zajle čez prišel. Je pa le viseči most. Super, ko je pa lepa Tolminka, a? Evo, tamle gor smo bili nedolgo nazaj. Kaj sem vesel, da sem tle. Še malo naprej imam pa avto. Malo hrane. Malo sem že lačen. Za tele slapove sem se odpeljal kakšen kilometer nazaj. In v bistvu en odcep pred Javorco. Gor sicer piše privat, ampak peš mislim, da nema problema. Evo, nedolgo nazaj smo se pa mimo unele hiš sprehodili. Še zmeraj lep razgled. Ja, na tele kmetiji vas verjetno ne bojo prav veseli. Sem ga vprašal, deca, če se gre tle do slapov, pa če lahko grem. Vprašal, ja, kam bi pošel, mislim, kje bi pošel, sem rekel, ne vem, vprašam. Je kar šel dec. Tako da, tudi na Tolminskem se kakšnega čudaka najde. Cool. Gleda, da je tole ta zgoren slap. Sem mislil, da bom tle ven prišel, bom pa tle začel, pa bom šel dol, čeprav dol je malo težje hoditi. Ampak bom že nekako. Pa bom pa tudi povedal, kje bom ven prišel, da te vi vedeli. Kakšna kopanja. Je treba okoliti. Pogledati od zgori. Pa še od spodaj. Malo skrit slap. Drugače pa semle do struge je pa boljš z desne strani prija dol, ker z leve je kar prepaden. Takšni lepi tobogančki. Tole je pa prav za canyoning narejen. Tole tale možakar umetnino naredil, da mu verjetno ovce ne grejo skozi. Mi bomo pa vsem šli, ne. Tale zgleda pa kar ene 25 metrov, 30.
Gremo dol. Pa zgleda po levi strani še bypass, ko je veliko vode, da tlele teče. To pa že naslednji lepotec. Upam, da bomo tudi do tega dol prišli, ampak grem najprej še do unga Tebelizga probat najdeti pot. Ja, še en malo manjši slapič. Je pa huda soteska. Noro. Evo ga, ta je pa ta velik. Sem prej od zgori bil. Grem še malo bližji. Kaj je hud slapej. Kakšen bazenček spodaj. Prav frišil se bom. Paše, če se 2 dni ne umiješ. Pa to, je tle not slab. Kva noro, gre noter. Tole je pa res nevredno. Še enkrat. Pa gremo v izhod. Kaj tazga pa še ne. Ojoj. Ja, takoj od tega slapa naprej je spet en slap. Oj, noroj. Tole me pa na sotesko Gačnik spominjaj. Tamle dol se pa že cesto vidi, tako da bomo do ceste prišli. Super. Evo ga, smo že tle. Ja, top. Ja, res. Mogoče bo še najtežji del te soteske se prebiti iz soteske, oziroma iz mostu na sotesko, ki je vse nekaj vgrajen, ampak če imate radi take stvari, pol boste že prišli. Sem pa večino časa sem šel, se pravi dol gledano, po levi strani struge. Nič težkega, se pa splača. In zdaj sem čist drug človek sem, ko sem se ufrišal. Po vod sem hodil, imam tudi pač take čevlje za vodo. In čist druga energija. Top, ful. Češnja na torti za na koncu. Ja, nič, dajmo še en zaključek narediti na teh 2 dni. Jaz sem na tole dolino Tolminke sem navdušen že bil, zdaj sem pa še ful bolj. Še bom mogel nazaj prijeti, ker nisem še delež od tega, da bi vse videl. Hoje danes je bilo kar precej. Včeraj malo manj, no, ampak tudi včeraj sem se kar lepo nahodil. Da se pa kakšne te ture, ki smo zdaj pač vse skupaj zapakiral v 2 dni, se da tudi kakšne krožne narediti. To, kar smo šli danes, naprimer, če bi tukaj, ko sem avto imel v štartu, izvir Tolminke, pa pol gor, tam obrnil pa nazaj, to, ko smo šli, ta ena taka luštna za en dan, lahko tudi skrajšamo v tem pri Prodih, čez
pa nazaj do izvira, mislim pa nazaj do, ker smo imeli avto. Tudi včeraj, naprimer, če bi v Tolminu parkirali, pa z avtobusom oziroma s kombijom do sem, do Javorce, na Javorco, pa gor na Mrzli vrh, pa se pol v Tolmin dol spustiš. Super tura. En kup tur se da tle okoli še narediti, no. In res, jaz sem ful užival tale 2 dneva. Všeč mi je, ker je poletje prišlo v deželo in je the best. To je to. Kakšno vprašanje, karkoli v komentar. Hvala, ker ste ostali z mano do konca. Pa lep dan še naprej. Kmalu se vidimo. Čau, čau.